cerkev ne poveličuje trpljenja. Po grehu je vstopilo trpljenje v svet, v človeštvo in po grehu je prišla smrt. To ni del Božjega načrta. Trpljenje ni del Božjega načrta. Bog nas je ustvaril za življenje in ko Jezus Kristus govori o tem, zakaj je prišel, pravi, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Ampak ker živimo v tem nepopolnem, v tem od greha zaznamovanem svetu, smo pa ne samo deležni iz opazovanja okolice, ampak tudi osebno. Smo vsi deležni prej ali slej bolezni, prej ali slej trpljenja, prej ali slej tudi smrti. Zdaj pa gre za vprašanje, na kakšen način se soočamo s to resničnostjo, ki je ne ljubimo, ki je nočemo povzročati in jo skušamo na vsak način in z različnimi sredstvi blažiti, ne pobegniti iz nje. Zame je tukaj zelo, zelo zgovorno Jezusovo padanje na križevem potu. Padec je nekaj, kar je del življenja in je pomembno, da se naučimo vstati. Potem 7. postaja izredno povedna, ker prej sreča mater, tolažba, Simona, pomoč, Veronika, sočutje in potem pade. Na koncu nam to pove, smo lahko čutimo, lahko pomagamo po svojih močeh, ne moramo pa nekomu vzeti trpljenja, ki je njegovo.